Pa začnimo z novico, ki bi lahko rekli, saj ni res, ampak itak da je, to je ja Slovenija. Nekatere stranke imajo namreč kar nekaj težav z matematiko. Primc Hanklerjeva Združena desnica poleg Novega mesta brez kandidatov ostaja tudi v Kranju. Težava pa enaka. Na listi je premalo ženskih obrazov. Spolne kvote so odnesle tudi Vebrova Združena levica v Celju, tam je problem obratan premalo moških. Združena desnica Aleša Primca in Franca Kanglerja je kandidirala premalo žensk, Združena levica in Sloga Janka Vebra pa premalo moških. Pri Združeni desnici je jasno, da žensk na kandidatnih listah ni veliko. To bi bilo v nasprotju z njihovim programom in vizijo. V svetu Aleša Primca so ženske zato, da rojevajo, pa pečejo patičko, pa žalijo geje. Ker če bi Združena desnica imela dovolj kandidatk, bi bilo to tako, da bi SDS na svojih kandidatnih listah imela dovolj beguncev. Ker bodimo iskreni, v Sloveniji imamo do žensk v politiki in javni upravi zelo poseben odnos. Lep primer je recimo Tržič prejšnji teden. Župan Borut Sajovic je 8. marca ob dnevu žena svojim uslužbenkam podaril takle čokoladni penis. Moškim pa za dan mučenikov lizike v obliki ženskega spolovila. Dajte tega ruparja part 2, no? Številka 2. Zakaj vlačiti še dodatne penise v politiko? To je tako, kot drva v gost nosu. Ampak bojim se, da glavni problem slovenske politike ni razmerje genitalij. Glavni problem je v vsebini in tem, kakšni ljudje se dejansko odločajo za politiko. Zato jaz, Jure Godler, strokovnjak za notranjo politiko, predlagam, da se uvedejo drugačne kvote. Naprimer, abstinenčna kvota. Vsak drug kandidat ali kandidatka ne sme biti nabliskan ali pa nabliskana vsaj eno leto pred volitvami skupaj. Ali pa delavska kvota. Vsaj polovica kandidiranih mora imeti pred volitvami vsaj eno službo, ki ni politična funkcija. Tebe gledam, Žan Mahnič, pa Borut Pahor. Ali pa tako imenovana Godlerjeva kvota. Vsaj polovica kandidatov in kandidatk na listi mora imeti butast Instagram profil. No, zmeda s kvotami pa ni edina zbrka v prvem tednu uradne predvolilne kampanje. Verjeli ali ne, SD in Čuš sta imela isto kandidatko. Ponavljam, dvema različnima strankama je uspelo dobiti isto žensko na svoji listi. A veš, ker manjka žensk, pa so si morali eno deliti. In kdo je ta politična čarodejka, da jo hoče vsi? Milena Babič. Kaj se je zgodilo, Milena? A si se mal prebukirala, kot takrat, ko se pomotoma z dvema tipoma zmeniš za randi na isti dan. A veš, ti kliče, kje si, Kolosej? Ti pa zgatam dol na toškem čelu. No, ko bi vsaj družba, ko bi vsaj. Rekla, da je bila prisotna na nekem programskem dogodku, kjer so govorili o določeni temi in je dejansko mislila, da gre za listo prisotnosti, ne za soglasje. Ja, nadobudna političarka je mislila, da je seznam kandidatov v resnici popisovanje prisotnosti. Pa kje te ljudje spijo, da jih ne ukradejo? Niso več volitve v parlament, ampak a je to? Ko bo ta šema karkoli odločila kot poslanka, če je funkcionalno nepismena? A smo vpadli v kursađije, pa ne vemo tega? In vse te kolobocije sploh še niso vse. O ne, gospa, Slovenija je sposobna veliko več. Stranka SSN, ki je neke sorte fan club od SNS, je za svojega kandidata v Postojni prijavila človeka, ki bi bil v redu kandidat, če ne bi bil mrtev. In to si ne izmišljujem. Možakar, ki so ga domoljubi predlagali, je lansko leto umrl. Pravijo, da se je mudilo, pa so ga pomotoma dali na seznam. Citiram, gre torej za neželeno napako, oklepaj, ni bila edina, zaklepaj, ki se nam je primerila v tej časovni stiski. Konec citata. Ne me je zelo všeč tale oklepaj. Ni bila edina napaka. Kaj ste še zajevali, ker se je mudil, a? A ste za kandidata predlagali kakšnega psa ali pa Bog ne daj žensko? A ste koga ubili, ker je bil en mrtev kandidat premal? Živemu človeku se vse zgodi. Glejte, družba, politiki moji, pa se ne delamo tega prvič. 9. volitve za parlament so to, a se lahko malo v roke vzamete. Še opice v laboratoriju bi se znale prej zmeniti pa kandidirati, kad se zagre. Ampak glejte, do volitev je še slab mesec, sam pomislite, kaj vse gre še lahko narobe. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!